Pozdravljeni in dobrodošli na mojem kanalu Uršula Zakrajšek, Orakelj luči, Oracle of Light. Moje ime je torej Uršula, sem vedska astrologinja, sem pa tudi tarot svetovalka in učiteljica okultnih vsebin. Torej vse, kar delam, torej gledanje v karte, potem astrologijo, tudi učim. Zdaj, samo za vas sem letos tudi pripravila veliko tarot napoved, torej za leto 2026, smo sicer že januarja, ampak sem rekla, še je čas, da to napoved pripravim. In seveda leto 2026, torej je leto, ki odpira nova vrata. Prinaša preboje, pomembne odločitve se bojo zgodile v tem letu. In seveda tudi lahko nekaj presenečenja. To je tako res zelo zanimivo leto. In seveda sem razmišljala in sem se potem odločila, da pripravim poleg astrološke napovedi, ki sem jo že naredila, tudi tarot napoved, torej za vse vas. Zdaj v tej napovedi bomo torej pogledali na splošno, kaj vas čaka, potem pa seveda se bomo dotaknili področji ljubezni, odnosov, torej posla, financ, zdravja in kot sem rekla, seveda tudi na splošno, kaj se vam bo dogajalo. Zdaj, kot sem že prej povedala, torej naredila sem že astrološko napoved in če vas zanima ta moja astrološka napoved, ki je narejena po vedski astrologiji, to je torej sideralni zodiak, si jo seveda lahko pogledate, spodaj bom prilepila link s povezavo na ta video in si seveda to astrološko napoved lahko pogledate. Če se pa vpišete na moje novičke, e-novičke, pa lahko prejmete tudi, oziroma ne lahko, boste prejeli tudi brezplačno napoved za vsa astrološka znamenja, tako da se vam splača, to. Seveda, napoved je narejena po vedski astrologiji, po Džotišu, to pa moram posebej povedati. Zdaj, preden začnemo, vas vabim, da tale video všečkate, da ga delite, komentirate, s tem omogočite, da ta moja sporočila dosežejo tudi druge ljudi, torej tudi tiste, ki mogoče potrebujejo tole mojo napoved. Zdaj pa, dajmo najprej nekaj povedati o letu 2026. Torej, to leto 2026 je leto novih začetkov, prebojev. Torej, je zelo, bom rekla, zanimivo leto, oziroma bo zanimivo leto, ker je torej leto 1. Ker če pogledamo torej letnico 2026 in jo seštejemo, 2 plus nič plus 2 plus 6, dobimo 10, ki seveda pride v manjšo 1. In to je torej leto 1. In v vedski numerologiji je to leto sonce, surje, kar sem podrobno razložila tudi v moji napovedi, torej astrološki napovedi. V tarotu pa je to leto čarovnika, ker čarovniku pripada število 1 in kolesa sreče, kateremu pripada število 10. In zato je seveda to leto novih začetkov, novih prebojev, nove močne ustvarjalne energije, tudi vzroka in posledice, torej kar ste sejali, boste želi, in tudi priložnosti, ki bodo pa seveda prišle takrat, ko se bomo upali stopiti naprej, torej oziroma bodo prišle, če se bomo upali torej tvegati in stopiti naprej. Zdaj, podobna vibracija je bila leta 2017 in mogoče se lahko vprašate, kaj ste takrat začeli, ali ste takrat začeli kaj novega, ste takrat doživeli kakšen preboj, kaj se je takrat sprožilo v vašem življenju, ker je energija leta 2017 podobna torej temu letu 2026. Torej, leto 2026 bo torej nosilo zelo sorodno energijo, ampak na precej višji, bolj zreli ravni. Torej, kot sem rekla, to leto je v znamenju torej 2 kart tarota, torej kolesa sreče, ki pripada število 10, ki je del velike arkane, to je prvo, in seveda kolo sreče predstavlja preboj, razširitev, talente, darove, tudi način, kako vas vidi svet, drugače kolo sreče pomeni tudi cikle v našem življenju. Drugače je to karta ustvarjalnosti, javnosti, medijev, novih priložnosti, nagrad za preteklo delo, torej če se vam pojavi kolo sreče pri gledanju, torej to pomeni, da se bo vse obrnilo v vašo smer, da boste imeli srečo. Zelo je ta karta, torej kolo sreče, povezana z Jupitrom, kar je pa zanimivo, da bo letos, v drugi polovici leta,
Jupiter izjemno dobro postavljen, ker se bo nahajal v raku in bo egzaltiran. In seveda, kot sem že prej rekla, za več informacij si lahko seveda pogledate mojo astrološko napoved za leto 2026, kjer sem to tudi natančno opisala in tudi sem opisala, katera znamenja so tista, ki bodo žela uspehe v tem letu, v prvi polovici in v drugi polovici. Link bom seveda prilepila spodaj. Torej, v letu 2026 boste tako zaradi kolesa sreče, boste lažje zaznali neko priložnost, ki bo dobra za vas. Imeli boste tudi močan šesti čut, torej da boste začutili, kaj se vam splača, kaj je za vas dobro, kaj lahko vas povede k uspehu. Potem boste sposobni že iz obstoječega ustvariti nekaj novega. Torej nekaj, kar je že bilo, ali pa nekaj, kar ste mogoče že prej delali, pa mogoče ni bilo tako uspešno, boste zdaj lahko preoblikovali, naredili v nekaj, kar bo bolj uspešno. Tako da to leto, torej leto 2026, je res leto, ko se torej kolo sreče lahko obrne v vašo korist, če si seveda boste dovolili, da boste dovolj prožni, kreativni, avtentični, tudi to je zelo pomembno, da pokažete pravega sebe, torej taki, kakršni ste v resnici. Torej potem boste res lahko želi uspehe in dosegli preboj. To je seveda leto novih začetkov, novih prebojev in kreativnosti, tako da dajte si duška, Torej, rečem lahko, da poskusite, Seveda, to je pa tudi leto čarovnika, torej to leto je tudi v znamenju čarovnika, po tarotu, torej v tarotu je to število 1, torej oziroma čarovniku pripada število 1, čarovnik je tudi del velike arkane, tako kot kolo sreče, in čarovnik predstavlja pa vašo notranjo moč, dušo, zavest. Zelo je povezan s planetom Merkurjem, ki predstavlja komunikacijo, govor, znanje, povezovanje in seveda čarovnik torej predstavlja karto, ki pomeni, da imamo vse v svojih rokah, torej vse moč imamo v svojih rokah in jo lahko izkoristimo. Vse elemente imamo v svojih rokah, zdaj pa torej samo od nas odvisno, kako bomo to izkoristili. Tako da v tem letu boste imeli dostop do vseh notranjih orodij in v sebi boste lahko prepoznali vse elemente, tako zrak, ki je torej predstavlja naš govor, komunikacijo, potem vodo, naša čustva, ogenj, torej to energijo boste imeli, moč in zemljo, torej bom rekla to možnost, da nekaj tudi uresničite v realnosti, da nekaj sprovedete v prakso ali pa da dejansko torej naredite nekaj, kar je oprijemljivo. In seveda vse te elemente, ki jih ima čarovnik v sebi, ki jih poseduje, boste seveda lahko izkoristili v svoj prid. Seveda, imeli boste pa sposobnost uresničiti neko idejo in jo zmaterializirati, če boste seveda se znali jasno izraziti, če boste harmonizirali svoje čustva in če boste dali energijo v to, potem seveda se bo to lahko uresničilo. Ampak seveda tukaj morajo biti vsi elementi prisotni, če hočemo nekaj realizirati. Moramo dati strast, moramo biti pozitivno čustveno naravnani, moramo torej seveda imeti idejo, oziroma seveda prvo je ideja, potem moramo biti dobro čustveno naravnani, potem dati strast v to, energijo in na koncu seveda to lahko potem tudi materializiramo. Torej seveda to je leto, ko je tudi beseda moč in je zelo, zelo pomembno, da govorite svojo resnico, tudi da sebi ne lažete ali pa drugim, da ne zmanjšujete svojo vrednost, ampak da se pokažete avtentični, kdo ste in da zaupate vase v svojo moč in da se ne bojite, kako bojo drugi reagirali. Torej, bodite avtentični, pokažite se. Torej, če drugi imajo problem s tem, potem je to njihov problem, ni vaš. Zdaj, torej, kakšni so te darovi in izzivi tega leta? Torej, leto 2026, torej zaradi kolesa srečen čarovnika prinaša močne darove, torej
močne začetke, ker k čarovniku spadajo vsi asi, ki predstavljajo nove začetke, potem prinaša tudi obilje, srečo in čustveno izpolnitev in pa seveda tudi sodelovanje, tudi povezovanje in skupno delo. Seveda pa tudi to leto opozarja na določene izzive, torej pazite se kakšne izgorelosti, strahu pred konci, ker seveda, če hočemo nekaj na novo začeti, moramo tudi prej nekaj končati, a ne? Potem zadrževanje lastne moči, torej ne se bati pokazati svojo avtentičnost, svojo moč, svojo energijo. In seveda izziv je tudi, da ustvarjate tišino tam, kjer bi morali spregovoriti. Torej to je čas, da se pokažete, da spregovorite, da poveste svojo resnico. In seveda ključ do ravnovesja bo tako seveda jasna komunikacija, ustvarjalni izraz in tudi zaupanje vase. To je pa zelo pomembno za to leto. Torej, to je bila krajša, bom rekla, splošna napoved po tarotu. Če pa seveda želite vedeti, kaj bo to leto prineslo vam osebno, me pa seveda lahko kontaktirate osebno za osebno tarot svetovanje ali pa tudi za tarot analizo, to sta dve različne stvari. To je zelo dobro razloženo na moji spletni strani oracleoflight.org. Pri tarot analizi torej določim vaš tarot profil, vaše izzive in darove in vam opišem tudi vašo življenjsko pot po letih in desetletjih ter vas usmerim za naprej. Medtem ko tarot svetovanje je pa krajše, ampak vas tudi seveda usmerim za naprej, tudi vidim vaše darove, izzive, ampak mogoče ne tako podrobno, kakor pri tarot analizi, ne? No, zdaj bi pa še nekaj povedala o tarot tečaju, ki ga torej pripravljam zdaj, kmalu, pomladi, a ne? Torej bom imela ta tarot tečaj, še vedno ga lahko kupite po akcijski ceni vse do konca februarja. Ta moj tarot tečaj je izjemno poglobljen, izvedem ga vsako leto in se seveda zelo veselim, da ga bom letos spet izvedla. Zdaj v tem tečaju pridobite res zelo obsežne skripte z navodili za gledanje vseh kart, potem torej razlage vseh kart, a ne? Torej, kot sem rekla, torej dobite obsežne skripte najprej z razlagami kart, no, pač sem malo zamenjala, potem navodili, z navodili za gledanje kart, ter številnimi postavitvami, a ne? Tudi imam eno postavitev, ki je precej široka in obsežna, vsebuje 22 kart. To je pač zelo zanimiva postavitev. Potem dobite, torej poleg navodil, a ne, za gledanje v karte in razlagami kart, to je seveda vse napisano v skriptah in postavitvami, tudi posnetke z razlagami kart. Dobite pa v tem tečaju tudi tabelice s krajšo razlago vseh kart, tako pravilno kot tudi narobe obrnjenih kart. In seveda dobite tudi vse posnetke vaj, ki se jih pa boste udeležili osebno. Če se ne morete osebno udeležiti vaj, pa lahko dobite torej naknadno vse posnetke, tako da tečaj je ves posnet, torej v primeru, da se ne morete osebno udeležiti tečaja, torej imate vse posneto in se lahko na ta način učite. Zdaj več informacij imate na moji spletni strani, link bom prilepila v opis, pa si lahko pogledate. No, zdaj vas pa vabim, da izberete enega izmed mojih 3 kupčkov, da se umirite in nekajkrat globoko vdihnete. Torej, izbrali boste skupino, ki vas bo najbolj pritegnila in seveda se torej lahko poglobite v torej to mojo analizo, a ne? No, zdaj pa bomo začeli z gledanjem. Torej, gledanje torej za leto 2026. No, zdaj pa kar začnimo z našim gledanjem. Torej, pred sabo imate 3 kupčke. Torej, prvi je zlati tarot in pa tale sovica, ki jo tukaj le vidite, a ne? Potem drugi je Rider-Waite tarot in tale žabica, in pa tretji je egipčanski tarot in pa tale slonček. Torej, globoko vdihnite in izberite svojo skupino. No? Torej, če ste izbrali, bomo pa kar začeli z gledanjem. Najprej bomo torej vzeli prvo skupino, to je tale zlati tarot.
Torej, najprej bomo pogledali na splošno. Torej, tisti, ki ste izbrali to lesovico, torej, kaj vas čaka, torej, v letu 2026, malo tlele bom umaknila, da bom imela več prostora, torej, kaj vas čaka v letu 2026, torej, najprej bomo pogledali na splošno, potem pa seveda ljubezen, zdravje, posel, finance. Torej, kaj prvo skupino čaka v letu 2026? Kaj prvo skupino čaka v letu 2026, torej na splošno? Dajmo najprej pogledati. Torej, za vas bo zelo pomembna stabilnost. Torej, stabilnost, bom rekla, v materialnem smislu, torej želeli boste imeti materialna sredstva in tudi materialna sredstva boste pridobili. Torej, to je, bom rekla, za vas, že zdaj, ko gledam na splošno, zelo dobro leto za finance in posel, za kariero, službo. Torej, in kot sem rekla, torej, težili pa boste tudi k neki čustveni varnosti, torej ne samo k materialni stabilnosti, ampak tudi k čustveni varnosti. Torej, v preteklosti ste se, bom rekla, veliko ukvarjali lahko z nekimi lažmi, prevarami, torej, mogoče pa to tudi pomeni, da niste bili odkriti sami sabo. Torej, lahko bi se soočali z lažmi od drugih ljudi, tudi kakšno prevaro bi lahko doživeli, lahko pa tudi pomeni, da je nekdo zbežal od vas, da bi se mogel soočiti z neko resnico. Lahko to velja tudi za vaše otroke, če jih imate, ali pa za kakšne druge osebe, lahko tudi v poslu. Torej, osebe, ki bi morale biti do vas odkrite, bi se morale z vami pogovoriti, so raje pobegnile od vas. Drugače je bilo to leto stabilno, lahko ste doživeli kakšno selitev, spremembo, lahko ste kaj prenavljali v domu, renovirali, torej spreminjali kaj v domu, to bi se vam lahko zgodilo, lahko ste pa imeli neko praznovanje v vezi z otroci, če jih imate, ali na splošno, torej neko praznovanje, neko veselje v družinskem krogu, ali na splošno veselje s prijatelji, lahko družabniki, lahko poslovnimi partnerji, torej neko veselje vam kaže, torej v preteklosti, in vračali ste se tudi v preteklost, tako bi bilo lahko tudi praznovanje s kakšnimi sošolci, torej, ali pa mogoče ste zaključili študij, za študente to velja, dijake, torej da ste uspešno zaključili šolo, uspešno ste zaključili kakšen izpit, uspešno ste zaključili, ne vem, neko izobraževanje. Drugače pa, kot sem rekla, torej ste se pa soočili z lažmi in prevarami, torej zdaj v tem letu 2026 morate delati na tem, da ste tudi iskreni do samih sebe, torej da v sebi poiščete moč, ker v določenih stvareh v preteklosti ste imeli občutek, da se nekako ne bojo izšle. Torej, lahko v družinskih odnosih, lahko v odnosih s kakšno osebo, partnerjem, s katerim ste že nekaj časa, ste mogoče doživeli, bom rekla, neke laži, prevare, in se vam je mogoče zdelo, da s tem partnerjem ne boste mogli več nadaljevati. Torej, ali pa imate izkušnjo z nekimi ljudmi, ki so torej pobegnili od odgovornosti in imate zdaj občutek, da nikakor z njimi ne boste mogli naprej funkcionirati normalno. Drugače pa bodite odkriti do sebe, kaj želite, kaj ne želite. Trenutno se soočate z nekimi prepiri, konflikti, in tudi v letu 2026 boste se soočali z konflikti, prepiri, spori, lahko povezavi z družino, pa tudi pri delu in v službi. Torej, imeli boste konflikte, boste pa tudi v sebi konfliktni. Torej, pred nekaterimi stvarmi boste kar hoteli pobegati. Torej, pri določenih stvarih se pa boste soočili, ampak se boste sprli. Torej, kaže vam pri delu veliko konfliktov, tako v vas samih, torej v sebi boste imeli lahko konflikt, mogoče kaj bi delali, kako bi delali, tudi v zvezi z ljudmi. Boste imeli nek notranji konflikt, pa tudi zunanji konflikt se vam pojavlja.
In pojavlja se vam pri vašem delu, tako da morate biti v poslovni karieri zelo pazljivi. Ne? Tukaj se zdaj zelo, bom rekla, ko gledam zdaj splošno sliko, se je v ospredje postavila torej vaša kariera, posel, služba, kjer ste tudi doživljali neke spremembe v preteklosti, zdaj pa imate v sebi konflikt, mogoče želite zamenjati službo, mogoče nimate dobrih odnosov v službi, torej se nekaj dogaja in tudi se bo v letu 2026 precej dogajalo, torej pazite se res konfliktov, a ne sporov. Boste imeli težave tukaj na tem področju, v tistem, kar delate, ste zelo dobri, boste tudi mogoče šli na neko izobraževanje in se še bolj izurili v tem, kar delate, ampak na splošno boste malo nezadovoljni, torej naveličani vsega, težko boste v letu 2026 naredili spremembo, tako da se morate res vprašati, pred čem bežite, česa se bojite, zakaj mislite, če na primer želite službo zamenjati, da to ne bi šlo, ker se bojite in bežite pred nečem. In ste v sebi, imate konflikt, ko ne veste, kaj bi naredili, ampak v letu 2026 boste še vedno zelo naveličani, zelo boste torej razočarani, ne toliko razočarani, bolj bom rekla, naveličani vsega. Ne. Zdelo se vam bo, da vam ljudje energijo ne vračajo, pozornost ne vračajo, da vse, kar ste vložili v službo, posel, kariero, tudi v družino, da se vam ne vrača. Ne. To bo v letu 2026 zelo izrazito. Svetuje se vam, da pogledate okrog, ker imate priložnosti, pa jih ne vidite. Torej, ampak v letu 2026 boste zelo težko videli kakšno priložnost novo, ker boste zelo ujeti v ta vzorec, joj, ne gre, ne morem, ne znam, ne vem, kako naj se premaknem. Iz tega vzorca boste postopoma šli ven, ampak boste morali delati na tem, da se boste morali ozirati okrog sebe, iskati rešitve, tako da dajte si samemu sebi reči, ne da se, lahko se premaknem, samo moram najti v sebi moč. Torej, rešitev bo prišla, če boste bolj iniciativni, če boste torej se obrnili okrog sebe in začeli iskati rešitve, ker v tem, kar pa delate, ste pa dobri. Torej, zelo bo delo v ospredju, torej delo, organizacija, rutina, to vam bo v letu 2026 zelo v ospredju, posel, kariera, zelo v ospredju, za prvo skupino. Torej, tudi morate vedeti, da če je bilo v preteklosti, bom rekla, v tej službi, ker ste lepo, da vam je bilo v redu, da ste to doživeli neke uspehe, je pač to bilo, zdaj pa pač so se začeli pojavljati konflikti in v letu 2026 bo to še ekskaliralo. Tako da zdaj boste pa morali nekako začeti drugače razmišljati. Kaže vam tudi, da boste v letu 2026 dokončali nek projekt, v poslu zelo uspešno, tudi boste več zaslužili, ampak vam pa kaže tudi te konflikte in spore in boste to pa tudi morali rešiti. Ne? Kaže vam tudi neke ponudbe, ki vas bojo, bom rekla, nekako stisnile, torej, ko se boste ozrli okrog sebe, boste videli, da imate več možnosti, da imate neke priložnosti, da začnete na novo, samo vas ne sme ta vaša misel, ne znam, ne moram, ne vem, ne sme vas to ustavljati. Torej, morate nekako strah zgubiti, da greste naprej. Ampak to leto 2026 je za vas tako zelo negotovo in boste zelo težko v tem letu naredili spremembo. Je sicer to leto novih začetkov, za vas je v tem smislu, da premagate strah, da se odločite, kako naprej. Da potem mogoče v letu 2027 potem pa sprejmete neko ponudbo. Ker tukaj boste pa v letu 2026 precej prestrašeni še, tesnobni, pazite tudi na psiho, pazite se na spečnosti in ne boste točno vedeli, kam naprej. To je tako za nasplošno, pa pojdimo zdaj pogledati bolj konkretno vaš posel. To je pač nekako najbolj se pri prvi skupini pokazalo, da je v ospredju, torej vaš posel, kariera, tudi finance. Torej, dajmo pogledati za prvo skupino posel, kariero in finance. Kaj se bo dogajalo torej, na tem področju? Posel, kariera, finance. Torej, dajmo to pogledati, kaj se bo dogajalo. Torej, torej, imate neko obremenitev iz preteklosti, torej, nekaj težkega se vam je dejansko dogajalo v preteklosti, ste sebe
nekako postavili v ospredje, v tem smislu, da ste si rekli, da ne boste več tako delali, a ne? Ampak ja, je pač nekako v ospredju ta zelo velika obremenjenost, da ste težko rekli ne, težko ste tudi usklajevali torej delo in pa odgovornosti med službo in med domom, torej zelo, zelo ste težko rekli ne. Potem kasneje ste pa sebe v ospredje postavili in leto 2026 je tudi leto, kjer boste sebe še bolj v ospredje postavili in torej želeli narediti to, kar je za vas dobro. Torej, ste že nekaj tudi zaslužili v preteklosti, ste dosti stabilni glede financ, torej kaže vam v tem letu stabilnost glede denarja, glede posla, ampak boste na razpotju, mogli se boste v službi braniti, torej spet so nakazani ti konflikti, a ne? In ne boste točno vedeli, kako naprej, imeli boste občutek, da ste ujeti v tej službi, da se ne morete nikamor premakniti, ampak to je seveda spet samo vaš občutek, torej zelo so se karte ponovile od prej, ko sem rekla, v ospredju je pri vas posel in ta občutek ujetosti, boste pa določene stvari pripeljali do konca, kakšen projekt, neko izobraževanje, lahko se boste tudi preselili v službi, lahko spremenili, bom rekla, prostor, kjer delate, pisarno. Tukaj bo tudi zelo pomembna ena moška oseba, zdaj, če ste vi moški, ste potem to vi, se ne smete tako čustveno odzivati, ker je kralj kelihov je zelo čustvena oseba, če ste pa ženska, pa pomeni prav tako, da ste zelo čustvena, lahko pa tudi pomeni, da vam bo en moški pomagal, ne, v poslu. Drugače pa kaže borbo, kaže, da boste končno lahko rekli ne, oziroma se odločili, da rečete ne, ampak pričakujete borbo, konflikte, torej ne boste točno vedeli, kako naprej. Tako da v tem letu 2026 boste težko, bom rekla, zdaj spremenili smer, da bi kar zamenjali službo, kaže vam veliko stresa, mirovanja, upam, da ne boste šli na kakšno bolniško. Torej, k vam pa kaže konec leta nek nov začetek, zelo dober, ko boste se znašli na razpotju in boste se odločili, torej ali iti na novo pot ali ne. Lahko tudi to pomeni, da bo takrat neka sprememba, lahko v kolektivu, lahko torej dokončate neko izobraževanje, pa potem tam, kjer delate, greste nekam drugam. Kaže vam lahko tudi željo po samostojni poti, torej v tem letu bi se lahko tudi odločili, da greste na samostojno pot, ampak verjetno šele proti koncu leta. Ne? Vam pa kaže dobro glede tega, samo morate res delati na teh vzorcih, ki jih imate, to so pa vzorci, da imate občutek, da ste ujeti, da nikakor ne bo šlo, torej morate razrešiti svoj notranji konflikt, ne, v sebi. Ampak, če želite na svoje, je to zelo, zelo dobro leto, da to naredite, ne. Torej, dajmo še pogledati moje karte Rozeta. Kaj vam karte Rozeta kažejo? Kaj vam karte Rozeta kažejo? Torej, kažejo vam, da boste imeli moč v tem letu, da boste bili deležni določenih igric v kolektivu, v službi, ne? Določenih, bom rekla, pregovarjanj, da se boste mogli braniti, da je veliko nekih, bom rekla, igric, igr moči, je veliko v službi, torej zato tudi se boste mogli braniti pred določenimi ljudmi, pazite se naivnosti, bolj sprejmite to službo kot igrivo, a ne? Če delate z otroci, potem lahko tudi pomeni pač v službi, da imate veliko konfliktov in da se boste mogli braniti. Zdaj, če delate sami, pomeni, da imate verjetno tudi kakšno konkurenco, a ne? Drugače pa, torej, igre moči so zelo izrazite in v to leto 2026 je leto, ko boste pogledali vase, v svoje vzorce in tudi je to leto, ko je možno, da te vzorce razrešite, te negativne vzorce, ki jih imate v sebi, glede posla, dela, kariere, službe, glede denarja tudi. Drugače pa glede denarja vam kaže bolj proti koncu leta en večji dobitek, drugače boste stabilni čez celo leto, torej to se ne rabite bati, da boste brez denarja, tudi boste lahko si privoščili več stvari v letošnjem letu, ampak se boste morali boriti za to. Torej je nakazana borba, če delate sami, torej če samostojno delate, tudi nakazana borba, torej drugače pa tudi veselje in igrivost in sproščenost. Pazite se, če ste v firmi, bodite previdni glede avtoritet, ker so nakazane neke igre moči. Drugače pa ja, glede denarja, torej so nakazani večji dobitki, zelo dobro finančno stanje, ampak morate paziti, da
torej ta denar zadržite, ker vam kaže tudi, da vam lahko denar po nekih poteh odhaja, torej kaže vam, če ste, naprimer, delate samostojno, vam kaže velike stroške. Če ste v firmi, vam pa kaže, da vam mogoče določenega denarja ne bojo hoteli izplačati ali pa da ga boste mogli celo vrniti. Ne vem. Torej, tukaj nakazuje pri financah, bodite pazljivi. Bodite pazljivi, kam ga dajete, tudi na splošno. Tukaj je pač, bom rekla, večkrat se vam je pokazala moška oseba, kar pomeni, če ste moški, morate torej v tem letu stopiti v svojo avtentično moč, če ste pa ženska, bojo pa moški igrali zelo pomembno vlogo v vašem življenju, torej precej starejše osebe, avtoritativne osebe, lahko vaš šef, partner, ki bo zelo vplival tudi na vašo službo in vaše finančno stanje. No, pa dajmo zdaj sem še pogledati še tale Lenormand, kaj vam kažem. Torej, drugače v službi, torej imate, bom rekla, zagotovljeno neko stabilnost, torej zdaj ne rabite se bati, da bi izgubili službo, kaj podobno, ker je nakazana stabilnost, trdnost in imate dobre temelje, tudi če delate torej, sami, a ne imate dobre temelje, ali če delate v firmi. Drugače pa ja, v službi se soočate z ljudmi, ki so, bom rekla, lahko na nek način taki malo, kako bi rekla, pravi izraz, no, da bi našla pravi izraz, hinavski, no, lahko, delajo za vašim hrbtom, drugače pa vam kaže, da morate biti bolj iznajdljivi, ne, torej lisica se vam je pokazala, morate se nekako paziti, torej v službi, v tem smislu, torej teh ljudi, ki so lahko hinavski, a ne, ki delajo lahko za vašim hrbtom, drugače pa je za vas dobro, da ste iznajdljivi, tudi vam kaže, da ste iznajdljivi in srce na koncu govori, da so vam bolj stvari dobro končale, torej zdaj ne kaže vam neke večje spremembe, no, vam pa kaže, da če želite iti na samo, da to boste naredili postopoma. Tudi vam kaže bogatstvo, moč, torej finančno vam pa kaže res zelo dobro. Ne kaže vam pa neke večje spremembe, da bi zdaj kar zamenjali službo, tako da tudi če želite na svoje, boste verjetno to naredili postopoma. Boste imeli torej, redno službo, pa boste postopoma torej, začeli delati na svoje. Ni pa zdaj neke take, bom rekla, večje prekinitve. No, pa dajmo pogledati, kater mesec je za vas najbolj pomemben glede posla. Kater mesec je za vas najbolj pomemben? Maj. Maj. V redu, torej maj. No, zdaj pa gremo pogledati vašo ljubezensko situacijo. Kaj vam pa kaže v ljubezni prvi skupini? Kaj vam pa kaže v ljubezni? Torej prva skupina, ljubezen. Kaj vam kaže v ljubezni? Prva skupina, ljubezen. Dajmo še to pogledati. V ljubezni ste pa imeli v preteklosti eno konkurenco ali pa ste bili zelo razočarani na partnerjem, ker ni izpolnil vaših pričakovanj. Bom rekla, ljubezen vas je že v preteklosti stisnila, vas bo pa tudi v letu 2026. Torej tukaj ste, bom rekla, imeli odnos z neko osebo, zelo čustveno, ki vam je nudila neko resno partnerstvo, ampak po drugi strani pa ta oseba vas na nek način razočarala, ni izpolnila vaših pričakovanj, ker se to zdaj zelo vidi in v letu 2026 se bo to nadaljevalo. Torej, mogoče je obljubljala stvari, pa jih ni naredila, ne? Tako kot jih je obljubljala ta oseba. Torej, lahko ste se poročili, lahko vam je ponudila zakon ta oseba, lahko resno partnerstvo, ampak vas je na koncu razočarala in ste zdaj že zelo tesnobni in boste v letu 2026 te osebe kar precej tesnobni. No? To vas pač mora malo razočarati. Ta oseba ni dovolj zrela, torej na tem odnosu boste morali zelo veliko delati. Boste, bom rekla, čustveno precej nezadovoljni, to se vam je tudi v
splošni postavitvi, torej ista karta pokazala, ker sem prej bolj v službi govorila, ker je bila služba v ospredju v prvi postavitvi, ampak tukaj kaže, da ste to čustveno, da boste nezadovoljni v letu 2026. Torej ta oseba, ki vam je obljubljala, bom rekla, nebesa in raj, pač se ni izkazala in se tudi ne bo v prihodnosti izkazala kot tista, ki vam res lahko nudi to, kar želite. To boste v letu 2026 tudi dejansko nekako dojeli. In tudi kaže ena pauza, torej med vama dvema, torej ta oseba je malo nezrela. Torej kaže pauzo med vama dvema, torej lahko nek celo umik, da se boste umaknili drug od drugega. Zdaj, če ste poročeni, kaže pač na neko pauzo v čustvenem smislu, da vas bo ta oseba dala nekako na čakanje, lahko boste zaradi tega zelo obremenjeni. Pazite se nespečnosti, to vam je zdaj že drugič pokazalo. Jasno vam bo, da pri tej osebi, torej, ste naveličani, čustev vam nekako ne vrača. No. Bila je zelo, vam je obljubljala, kot sem prej rekla, nebesa, zdaj pa ni izpolnila vaših pričakovanj, tudi v prihodnosti ne bo. Ne. Ta oseba bi se mogla zelo potruditi, pa tudi vi, če bi hoteli, da ta veza obstane. Torej v letu 2026 vam kaže neka pauza s to osebo. Kaže vam, da se stvari kar ne bojo premaknile, da bojo kar trajale, boste nezadovoljni, ker vam pač ta oseba čustev ne bo vračala. Boste pa spoznali tudi še eno novo osebo, torej priložnosti imate, samo boste nekako kar stole vztrajali, ker stole ne kaže še, da bi bila razrešitev. Vam pa bojo stvari jasne, kaj se dogaja. Torej ta vaš odnos zagotovo potrebuje neko, bom rekla, zdravljenje, pomoč, torej dobro bi bilo, da bi obiskali psihoterapeuta, lahko tudi astrologa, ne vem, kogarkoli, nekoga, da vam razjasni, kaj se vam v odnosu dogaja in zakaj se vam to dogaja. Ne. To je seveda leto za vas, ko boste dejansko pogledali vase in vse vaše negativne vzorce, ne samo glede službe, tudi glede odnosov. Torej, to je bilo lepo partnerstvo na začetku, kasneje pa, torej, imate pa v letu 2026, torej, da bo potreba po zdravljenju, zelo vas bo stisnila ta oseba, imeli boste težave zaradi nje, skrbi, probleme, in boste to nekako reševali, a ne? In boste žalostni zaradi te osebe, torej ne kaže čustvena umaknjenost. Ni pa še s to osebo zaključeno, torej to zagotovo ni zaključeno, torej ta oseba torej je še močno prisotna v vašem življenju in tudi še bo v letu 2026. Hrepenite po stvareh, ki bi vam jih ta oseba lahko dala. Je pa res, da boste pa s to osebo sklenili nek dogovor, glede tega boste pa srečni, čeprav bo nek čustven umik, žalost, problemi, boste pa nek dogovor. Zdaj, če imate kakšne pravne zadeve, se bojo te dobro torej rešile, če imate pač karkoli uradnega, drugače pa tudi pogovorili se boste s to osebo, nekatere stvari se bojo pozitivno rešile. No. To ja. Nekaj bo se pozitivno rešilo, s to osebo tudi boste še nadaljevali. Torej ni zaključka. Ne. Torej oseba, torej konec leta vas sicer čaka neka sprememba s to osebo, na pozitivno, no. Tako da bo pa celo leto torej neka potreba po zdravljenju, tako da jaz vam res svetujem, da greste na kakšno psihoterapijo in da s to osebo delate na odnosu, ker se vam na koncu pokaže, torej bom rekla, nek pozitiven razplet, torej neka pozitivna sprememba se zgodi. Torej, dajmo pogledati, kater mesec je najbolj pomemben za odnose in za ljubezen. Avgust. Avgust. Torej, avgust je najbolj pomemben. Torej, jaz vam svetujem, torej, da pri odnosih torej, počakate, konec leta se bo situacija malo zboljšala, ampak drugače pa boste morali delati na tem odnosu. Torej, ne bo šlo kar brez dela. Ne. No, zdaj pa poglejmo še zdravje. Za tretjo skupino zdravje. Torej, zdravje vam bo kar služilo, torej, glede tega ne rabite biti zaskrbljeni, sicer vam je tam prej pokazala dvakrat nespečen zaradi odnosov, zaradi službe, ni pa to zdravstveno pogojeno,
kar pomeni, da zdravje bo pa kar v redu. Torej, edino, kar morate paziti, so sečila, ledvice, pljuča, dvojni organi, torej mehur, torej tekočine, drugače pa zdravje je v redu. Torej, tudi če ste imeli kakšne zdravstvene težave, torej ne bo nobenega problema. Zdaj pa dajmo sem pogledati, no, prej sem pozabila pogledati, ampak dajmo zdajle, no, ko sem splošno gledala, kaj bo tisto, kar bo v tem letu za vas v ospredju. Ljubezen, ljubezen bo v ospredju in sreča. Torej, na koncu boste doživeli, bom rekla, srečo v ljubezni. Torej, bodo problemi, bo potrebno zdravljenje, bo pauza, bodo težave, ampak poglejte, na koncu vas čaka in tudi bogatstvo. In tudi bogatstvo. Torej, tudi finančno bo to leto za vas zelo dobro. No, to je bilo za prvo skupino vse. Zdaj pa gremo na drugo skupino. Torej, druga skupina, tisti, ki ste izbrali žabico. Malo bom spila. Torej, tisti, ki ste izbrali tole lepo žabico. Druga skupina. Kaj pa vas čaka v letu 2026? Dajmo najprej pogledati na splošno, kaj vas čaka. Kaj čaka drugo skupino v letu 2026? Kaj čaka drugo skupino? To so pa kar take naporne karte. Torej, drugo skupino pa čaka ena borba za svoje pravice in bom rekla, torej, stvari, ki niso imele dobrih temeljev, se vam bojo nažalost v tem letu razsule. Torej, za vas je pa to res leto novih začetkov. Vas zna to sicer zelo, zelo obremeniti, ampak prosim, ne se preveč sekirati, Torej, kaže pač težke energije. Torej, v letošnjem letu ste se malo zaprli, postali ste bolj diplomatski, ker ste se soočali z neko manipulacijo, težavami, ovirami, lahko z nekimi igrami, lahko tudi s kakšno odvisnostjo, lahko od partnerja, lahko ste se s tem soočili v službi, z neko manipulacijo, igrami moči, posesivnostjo, nadlegovanjem, ljubosumnostjo, lahko to služba, pa ste se zaprli, ste postali bolj diplomatični, tudi bolj spretni, da skrivate stvari. V glavnem res kaže, da ste se zaprli pred drugimi, lahko pa to doživljate tudi v partnerskem odnosu, torej manipulacijo, borbo, tudi igre moči, posesivnost, ljubosumje, neko ujetost v odnos, torej pretirano ljubosumje je to in posesivnost. Hudič se je pokazal, to je zelo težka karta, težke energije. In s tem ste se soočali, lahko na splošno, kot pravim, lahko v partnerskem odnosu, lahko v službi. In to se ruši, torej to se ruši, stvari se bojo spremenile, torej zgodile se bojo stvari, ki bojo pač vas malo pretresle in boste se tudi zaradi tega sekirali, obremenjevali. Torej, če je to partnerski odnos ali pa če je v službi, torej na koncu tukaj ni zmagovalca, ali pa bom rekla neka jalova zmaga, nekaj boste sicer dosegli, ampak ne boste najbolj zadovoljni. Je res, da v rokah imate moč, da stvari rešite, tako da imate moč za nek pozitiven nov začetek, tudi boste dobili neko dobro ponudbo. Če je to služba, torej boste lahko službo spremenili, torej ne se sekirati, če jo boste izgubili, če je to partnerski odnos prav tako. Torej, vas bo pa to zelo obremenilo, torej leto 2026 bo za vas kar naporno, kar težko, obremenilo vas bo, pazite se nespečnosti. Torej, te stvari so se dolgo vlekle, lahko so povezane z ljudmi, ki jih vi poznate že iz preteklosti. Torej, bo kar obremenjujoče za vas. Boriti se boste morali, da boste dosegli tisto, kar želite, da boste postavili svoje pravila, vas pa na koncu čaka, bom rekla, in sreča, in spoštovanje, mogoče boste šli v neko novo službo, ali boste pa naredili, ali se boste šli v neko novo šolo, izobraževanje, dosegli tisto, kar si želite, bo sicer postopoma počasi, se boste morali boriti, ampak boste dosegli, tako da ne se sekirati. Tudi, če boste službo izgubili, tudi, če boste partnerski odnos se končal, je pač to za vas dobro, ker pač temelji niso bili v redu.
Dajmo pogledati, kje se bo to dogajalo. Torej, dajmo pogledati, kje imate te težave, kje se bo to dogajalo, torej za leto 2026, kje je ta prelom, kje niso dobri temelji in se vse ruši v letu 2026, to vidimo. Ja, partnerstvo. Sicer bo nek uspeh tukaj, boste dosegli, ker boste, ampak v partnerstvu, torej v partnerstvu je ta težka situacija, torej da je partner, lahko bi bil tudi odvisnik, pa mogoče zaradi tega, torej imate take grozne težave in bo seveda potreboval zdravljenje, oziroma tukaj res kaže nek, bom rekla, prelom z preteklosti, nek nov začetek. No, pa gremo bolj postopoma, oziroma postopoma je bolj podrobno pogledati določena področja pri vas. In gremo, zdaj, ker je pokazalo partnerstvo, gremo najprej partnerstvo pogledati, potem bomo šli pa službo, kariero in finance. Pri vas je pokazalo torej partnerstvo, da bo tukaj se bo lomilo, se bojo lomila kopja, se bojo težave pojavljale, bo nek prelom, torej ne boste več prenašali partnerjevega ljubosumja, posesivnosti ali pa odvisnosti. Torej, kaj vam kaže v odnosih v partnerstvu, torej kaj vam kaže drugi skupini? Odnosi, ljubezen, partnerstvo. Kaj vam kaže? Da vidimo. Torej, postopoma se bo sicer situacija zboljšala, v partnerstvu, torej v odnosih, dosegli boste neko pravico. Torej, v preteklosti ste sicer neke stvari dosegli, ampak čustveno ste bili pa nezadovoljni, ste zelo praktična oseba, prizemljena, vaš partner pa zgleda, da ne, je pa mogoče oseba, ki preveč sanjari in mogoče so zaradi tega te težave, lahko je tukaj neka odvisnost dejansko, je spet pokazalo, torej odvisnost in mogoče neke stvari ste sicer dosegli v preteklosti, da so se spremenili, ampak ste bili tudi nezadovoljni. Torej, partner vam tu čustev ni vračal ali pa vi niste hoteli se več njemu nekako čustveno posvečati, ker vas je to zelo obremenilo. Torej, se spopadete, bom rekla, z nekimi težavami v partnerskem odnosu, lahko je to povezano z njegovo odvisnostjo. Torej, stvari se bojo sicer postopoma spremenile, torej zdaj je nakazan nek odmik v tem odnosu. Bom rekla, neka hladnost, neka utojenost. V prihodnosti vam pa kaže torej spopad s to odvisnostjo, z možnimi izberami. Zdaj, če ni odvisnost, potem so pa te neke izbere, ki jih ima vaš partner, oziroma ima občutek, da ima neko izbero. Se vam postopoma stvari izboljšujete, karte vam izboljšujejo, torej karte vam kaže, da ne bodite preveč hitri, preveč impulzivni, eksplozivni. Torej, kaže vam tudi, da bi lahko spoznali enega drugega partnerja. Zdaj, če ste samski, vam tudi kaže, torej, da boste spoznali partnerja, ki pa bo mogoče izbiral med vami in nekom drugim. Potem boste torej, pa spoznali še nekoga, torej dva partnerja vam kažejo. Če ste v resnem razmerju, pa tudi lahko spoznate še nekoga. In boste potem izbirali, s kom bi bili. Ne kaže vam pa zdaj, da bi prekinili s to osebo, s katero ste zdaj, če ste v vezi. No, vidimo, kaj moje karte rozete pravijo. Ja, torej, nakazan je nek umik, bom rekla, pri vezi, če ste vezani, neka omejitev, da imate ta občutek, da ste v neki, bom rekla, kletki, lahko zlati kletki, da ste omejeni, da pač ste ujeti v neko situacijo. Postavili ste sicer neka pravila, torej, ki naj bi se jih ta oseba postopoma držala, če je to pač posredi odvisnost. In na koncu vam kaže, da sicer se bojo stvari dobro razrešile postopoma in da boste uspeli, če boste vztrajali. Torej, kaže uspeh v vztrajanju, postopoma. In da imate v bistvu vse, bom rekla, vse orodje imate v rokah, da rešite to. Da rešite ta odnos. Tako da, če se vam še ena nova oseba pojavi, morate se odločiti res, ali boste ostali s to bivšo, oziroma ne bivšo, torej s to osebo, s katero ste zdaj, zato ker je veliko možnosti, da se vaš odnos pozdravi. In tudi, da ta oseba, torej, ki ima težave mogoče z odvisnostjo, posesivno ljubosumnostjo, da se malo umiri. Torej, boste se pogovorili s to osebo in delali na odnosu,
Ja, kaže pa potem tudi neka prekinitev, torej tudi bom rekla, lahko tudi pauza, umik, tako da bi lahko tudi vmes v letu 2026 se to zgodilo, ampak ne bo zdaj bom rekla tako intenzivna in se bodo na koncu stvari kar dobro uredile. Je pa res, da tako, kakor je bilo do zdaj, stvari več ne bojo mogle iti. In da boste tudi partnerju rekli, da tako več ne gre. Kaže vam torej nek nov začetek v partnerskem odnosu in kaže tudi, da se boste z osebo pogovorili in začeli na novo. Torej, tako vam kaže, neka stabilnost, torej pot, ki vas bo peljala, bom rekla, v neko nov cikl, tukaj kaže prelom s starim ciklom, začetek novega cikla in, bom rekla, bo ta novo obdobje, nov cikl precej lepši, kakor je bil v preteklosti. Dajmo pogledati, kater mesec je najbolj pomemben za odnose, kdaj se bo to dogajalo. Marca, to je pa zdaj že zelo kmalu, Zdaj pa to zelo kmalu. No, to je bilo torej za drugo skupino odnosi, zdaj pa dajmo za drugo skupino pogledati še finance in posel. Torej posel, kariera, finance. Posel, kariera, finance za drugo skupino. Posel, kariera, služba, finance za drugo skupino. Kaj vam pa tukaj kaže? Tukaj vam pa kaže uspeh, poslu in karieri. Torej, ratali ste ali pa ste kot oseba zelo diplomatski, premišljeni, imate moč, Torej, v preteklosti ste se soočali, bom rekla, z nekimi težjimi stvarmi, vas je lahko posel, kariera zelo obremenjevala, vas je stisnilo, ste imeli občutke krivice lahko, občutek, da ste deklica za vse, sicer ste imeli več izbire, ste pa delali več stvari naenkrat, tudi, bom rekla, kar zaslužili, ste kot oseba zelo stabilni, trdni, zanesljivi, greste, bom rekla, počasi, korak za korakom proti svojemu uspehu, proti finančni stabilnosti, ampak delali ste več stvari hkrati in to vas je zelo stisnilo. Lahko je bilo tudi težko usklajevanje med družino, domom in službo. Torej je neka stisnjena, nek občutek tesnobe v preteklosti. Zdaj vam pa kaže v letu 2026, da se vam stvari obrnejo na bolje, da boste, bom rekel, zelo uspešni v poslu, da boste začeli nek projekt ali pa ga zelo uspešno dokončali, delali boste pa več stvari, to vam kaže že v preteklosti, pa tudi za naprej, lahko več stvari hkrati, lahko dve stvari, ki bojo zelo pomembne, boste tudi, če delate sami, verjetno razmišljali, kam bi vložili več sredstev, kam ja, kam ne, če pa delate v nekem podjetju, boste pa razmišljali, ali bi delali eno stvar ali drugo ali obe, malo boste žonglirali, Torej lahko med dvema dejavnostima, lahko pa med tem, da se boste spraševali, ali bi delali to, ali bi delal to, ali bi mogoče tudi kam bi dali več energije, drugače boste pa zelo čustveno vpeti v službo in moška oseba bo igrala pomembno vlogo, če ste ženska, če ste pa moški, boste pa zelo suvereni pri delu, čustveno boste zelo se, bom rekla, boste se vživeli v delo, veliko vam bo pomenilo, to delo vam bo zelo pri srcu in boste zelo uspešni. Tudi pričakujte, bom rekla, neko potovanje v vezi službe, lahko tudi pomeni, da boste dejansko nekaj začeli na novo. Torej nek projekt, lahko v službi, če pa delate sami, pa prav tako, torej nek projekt, nekaj novega boste začeli, lahko bi tudi spremenili službo, te sicer ne kaže konec, pa pol začetek, kaže pa neko spremembo, kaže nov začetek, ki je zelo pozitiven. Torej lahko ste mogoče nekaj delali prej, pa boste zdaj še dodatno nekaj začeli delati, tudi to vam lahko, tudi to lahko to pomeni. Dajmo pogledati, kaj kažejo karte. Rozeta, drugače pa finančno boste kar stabilni, tudi v financah vam kaže izboljšanje vašega finančnega stanja, ampak morate pa paziti, kam dajete denar. Torej zelo boste delovni, zelo pridni, torej boste šli v nek nov projekt. Je pa res, da se v sredini leta pojavi nek zastoj, tako da pazite vmes, dovolj počivajte, da ne boste prišli na neko mrtvo energijo. Torej vmes kaže neka prekinitev, zastoj, ja, lahko bi vi zamenjali.
Ja, vam kaže neka zamenjava službe. Ali pa v službi konec nečesa, začetek nečesa novega. Ali projekta, ali ne vem. Neka velika sprememba kaže v tem letu, torej za skupino 2, vi boste začeli neko novo stvar v službi. Ali boste pa službo prekinili, pa šli v novo službo. Če pa sami delate, pa prav tako boste mogoče neko dejavnost, ki jo delate, prekinili, pa začeli nekaj novega. Torej tukaj vam pa kaže neka sprememba. Zagotovo neka sprememba, ki pa bo za vas pozitivna. Torej tukaj kaže neka prekinitev in sprememba. Torej gremo pogledati, kater mesec je to. Kater mesec za skupino 2. December, proti koncu leta. December, proti koncu leta bo to. No, dajmo pogledati, kaj še kaže. Kaj še kažejo karte? Dajmo tele Kipr pogledati. Kaj kažejo? Ja, zagotovo sprememba, torej prekinitev stare službe, začetek nove. To ni važno, ali ste v podjetju, ali v zavodu, ali delate sami, torej zagotovo nekaj nehate delati, začnete znova. Torej ali službo, ali pa nek projekt, ali pa pač delo, ne? Torej zagotovo je nek nov začetek, bodite previdni, kako si boste postavili temelje. Torej zagotovo nov začetek. Za vas pa leto, torej 2026 zagotovo nov začetek in zelo dober začetek. Kaže vam tudi počitnice, potovanje, lahko v poletnih mesecih boste naredili to spremembo. Kaže vam tudi, da boste odšli letos na dopust, na poletne počitnice, lahko z družino, drugače pa kaže zelo, zelo pozitiven nov začetek. Da boste premagali težave, ovire, probleme in boste začeli znova. Torej premagate, torej bom rekla, težave začnete in postavite si stabilnost. Zelo, zelo, res vam kaže sprememba, zagotovo sprememba prihaja. Zagotovo. Zagotovo tukaj prihaja sprememba. No, to je pač za drugo skupino, torej posel, karijera. Drugače v financah vam kaže pa dobro. Torej ne kaže, da bi zdaj zaradi te spremembe vi bili kakorkoli finančno torej na slabšem. Je pa res, da boste konec leta bolj tehtali in glede denarja torej razmišljali, kam bi kaj denarja vložili. Torej mogoče ne boste imeli več toliko denarja, drugače ste pa kar na splošno stabilni. No. Konec leta edino vam kaže mogoče malo, bom rekla, ne bi rekla težav, ampak razmišljanje o tem, da morate mogoče več denarja prišparati, da morate paziti na denar, ne, tako, taka miselnost bo bolj konec leta. Drugače pa ni nekih, bom rekla, večjih problemov, kar se tiče denarja. No, zdaj pa še poglejmo zdravje. Pri drugi skupini zdravje. Zdravje, torej druga skupina zdravje. Druga skupina, ja, srce, prsa, pljuča, lahko bi bil nek občutek tesnobe, stisnjenosti, lahko bi brezdobesedno v prsih tiščalo, ne. Pritisk pazite, srce, torej v prsa so, bom rekla, pri vas bolj obremenjena, torej in ta občutek stisnjenosti in tesnobe, ne. Lahko kakšne psihične težave tudi, ne. Čakajte, bom še tukaj pogledala eno karto. Tudi črevesje pazite, torej delati boste morali na tem, da boste harmonizirali sebe, ne? Torej da boste uravnovešali svoje stanje, no, tako. Drugače pa verjetno boste mogli kakšna zdravila jemati zaradi te stisnjenosti. Upam, da ne antidepresive, pa kaj podobnega. No, to je za drugo skupino vse. No, zdaj smo pa že pri tretji skupini, tisti, ki ste izbrali tega slončka. Imamo pa tretjo skupino in gremo pri tretji skupini, torej najprej pogledati, kaj nas splošno čaka vas v letu 2026. Torej, kaj nas splošno čaka vas v letu 2026.
Tretja skupina, kaj pa vas čaka? Tretja skupina, kaj pa vas čaka? Vi se morate pa zdravstveno paziti, torej vi morate pa paziti zdravje v letu 2026, to lahko boste imeli v letu 2026 celo kakšen poseg, tako da morate biti pa pazljivi glede zdravja. Tale karta se je pa obrnila narobe, pa ne bom zdaj danes obrnenih. Bom pa upoštevala, da se je narobe obrnila. Torej, pri vas gre za to, da bi morali spremeniti način življenja, navade in vzorce. Torej, čaka vas nek poseg ali pa nek, bom rekla, zdravstven pregled, ki ne bo zdaj problematičen, na koncu bo vse dobro rešilo, ampak vam kaže, da morate torej spremeniti navade, vzorce in na stvari začeti gledati drugače in se posvetiti svojemu zdravju. Torej, v preteklosti, bom rekla, imate kar v redu, a ne, torej, nekako ste bili zelo uspešni, torej pri odnosih, v sodelovanju, je pa se zdaj pojavila neka, že zdaj to verjetno čutite, nek občutek, da ne zmorete več vseh stvari, a ne, tako kot ste jih včasih, ker želite pobegati predvsem, drugače pa morate, torej ne smete sami sebi lagati, ne, pa tudi ne smete si reči, da ne bo šlo, da ne zmorete, ne, to je lahko glede vašega zdravstvenega stanja, lahko pa tudi glede česa drugega, lahko tudi v službi, v odnosih. Torej se je pojavila, bom rekla, neka stagnacija, čakanje, neka pauza, bom rekla, in v službi, v odnosih, mogoče ste na bolniški ali pa ste šli na bolniško, ne vem, kar se dela tiče, tudi neka pauza se pojavlja. Predvsem je tukaj v ospredju pač to vaše zdravstveno stanje, ki je lahko malo slabše. Ampak skozi leto 2026 se vam bo to zelo uredilo, postopoma boste sprejeli drugačen način življenja, lahko boste šli na neko dieto, lahko boste torej spremenili, bom rekla, torej prehrano, lahko boste se začeli več gibati, v glavnem, imeli boste izbiro, torej ali pa več stvari se boste lotili, in prehrane, in gibanje, in način razmišljanja, vse se bo nekako pri vas spremenilo in bo to šlo, bom rekla, na bolje. Ampak dajmo pogledati, no, za katero področje je to, ali pa kaj se bo, na katerem področju morate še spremeniti vzorce, ne, zakaj to, pač na katero področje to kaže, ne. Uspeh, torej boste uspešni in srečni, torej uspeh in sreča, torej nič ni pokazalo, da bi bilo kakšno posebno področje, tako da bi rekla, da je to vaše zdravje, ampak boste uspešni, srečni, ker boste dobro rešili zadeve. Tale desetica čaš tukaj obljublja zelo ugoden razplet, torej če imate kakšen poseg, operacijo, karkoli, a pa če se vam zdravje slabšalo, bo to, bom rekla, zelo uspešno se zaključilo. Tudi če imate pri delu kakšen stres večji, kakšne težave, probleme, se bo to vse zelo, zelo dobro rešilo. Tudi če imate v družini koga bolnega, bo to se zelo tudi dobro rešilo in bo ta oseba ozdravela, tako da tle ni nekih hujših problemov. No, pa gremo najprej pogledati za vas posel, kariero in finance, potem bomo pogledali pa še ljubezen. Torej posel, kariera, finance, ker pač zdaj to ni tako pokazalo na splošno. Dajmo pogledati posel, kariera, finance. Tukaj je prisotna neka žalost, neko razočaranje, neka težja situacija. Torej, pri poslu, preteklosti, torej ste napredovali, kaže veselje, srečo, zadovoljstvo, neko praznovanje, ampak je tudi prisotna žalost. Torej, v letu 2026 boste nekako morali biti bolj strogi do sebe. Zdaj, če ste na bolniški, če bolehate, torej se dejansko, bom rekla, stvari loti drugače. V službi boste se delali manj, verjetno, no? Vam tukaj kaže manj. Stvari vam bojo jasne postale, kaj je za vas pomembno, no? In tudi vam kaže v poslovni karieri, da se boste znašli v letu 2026 na razpotju, da vas čaka nek nov začetek in nova ponudba, kar pomeni, da bi lahko zamenjali službo. Ali v službi, torej tam, kjer dela v podjetju, zamenjali oddelek, ali neka sprememba vas čaka, ker boste na razpotju in se boste morali odločiti. Če delate sami ali pa če želite iti na svoje, prav tako vas čaka nov začetek, neka možnost, da začnete, bom rekla, sami ali pa na novo in torej boste na razpotju, ko se boste torej odločili, torej kaj narediti, ne. In
torej kaže vam, da pejte v spremembo, ker bo za vas to zelo, zelo pozitivno in uspešno. Tako da dajte narediti spremembo, ker se boste bolje počutili. Kaj kažejo moje karte Rozeta? Ja, torej glede dela vas zagotovo čaka neka sprememba. Bodite pa tle bolj preudarni, torej ne biti preveč naivni, kar se tega tiče, pazite, kako greste v spremembo, dajte prej, bom rekla, se pomeniti, z kakšnimi strokovnjaki, drugače vas pa čaka neka zelo, zelo dobra sprememba, v tem boste zelo iznajdljivi, lahko bi šli tudi na svoje, ali boste pa bolj, tam, kjer boste delali v podjetju, boste bolj, bom rekla, sami delali in boste sami nekako sebi določili, kaj boste delali. Tudi to lahko pomeni. Ena vplivna oseba vam bo pa pomagala. Torej, vas čaka neka sprememba, pozitivna in zadovoljstvo. In tudi glede zdravja, precejšnje izboljšanje, če imate kakršnekoli težave, zagotovo neka sprememba vas čaka. Zagotovo. Drugače imate v službi verjetno tudi neke osebe, ki vam mogoče kaj prikrivajo, lažejo, ki niso do vas najbolj iskrene, glede tega bodite pazljivi, ampak tudi tukaj kaže nek prelom in odkritje resnice in torej potem nek dober dogovor. Ampak vam kaže neka prekinitev, torej da boste se odločali ali spremeniti službo, ali oditi drugam in vam kaže tudi prekinitev in nekaj novega. Torej ali boste nek nov dogovor sklenili v tej službi, kjer ste, ali boste pa popolnoma zamenjali in šli drugam, ali boste šli pa na svoje. Torej eno od teh primerov pač kaže, Torej, no dajmo še malo pogledati. Kaj vam kaže v karieri, poslu in službi? Ja, torej imate ljudi, ki vam vse skozi, bom rekla, delajo neko slabo voljo, torej so pa težave bolj manjše, ni tako zdaj ne vem kaj. Imate ključ v roki, torej uspeh vas čaka v poslu in tudi neka možnost torej uspeha v službi, v povezavi z drugimi ljudmi, manjše težave sicer, ampak uspeh. Tako da ne glede na to, kaj delate, kakršnokoli spremembo boste naredili, boste potem uspešni. Tako da ja. No pa dajmo sem pogledati, kater mesec je za vas pri poslu, karieri najbolj pomemben. April. No, zanimivo, april. Drugače pa finančno vam kaže, pa bom rekla, neke srednje prihodke, tudi vam kaže, da boste morali še kar precej dela in energije in truda vložiti v to, da boste več zaslužili, torej prihodki so tako nekaj srednjega pri vas, no. Čakajte, se lahko pogledamo, še prav za prihodke, ampak nekaj srednjega kaže. Torej, ne vem kaj, ampak nekaj srednjega. Ja, tudi nekaj večji strošek vam kaže, torej skrbi, kar se tiče denarja, torej prihodki bodo, ampak torej pazite pri denarju, ker ne bojo veliki prihodki, pa vam bo pa tudi veliko odšlo, boste imeli tudi, bom rekla, stroške, Tako da denar je nekaj srednjega, tako nekaj srednjega. No, zdaj pa poglejmo za tretjo skupino še odnose, ljubezen, potem bomo pa še zdravje pogledali. Torej, za tretjo skupino še odnose, ljubezen, torej tretja skupina odnosi, ljubezen, odnosi, ljubezen. V odnosih imate pa nekoga, če ste vezani, imate nekoga, ki vam veliko obljublja, pa malo naredi. Torej, nekoga, ki rad pogleda tudi koga drugega. Tako da tukaj pri odnosih, torej v preteklosti imate, bom rekla, ljubezen, nek nov začetek, ampak neko nezrelo osebo, za katero ste bili večkrat na razpotju, niste vedeli, kaj narediti. To se še vedno pojavlja. V letu 2026 bo ta oseba še vedno obljubljala, pa ne bo naredila tega, kar nekako naj bi naredila, kar je obljubila. In to vam bo jasno. Torej pač
stvari se bojo razjasnile, ne, resnica bo prišla na dan. To razmerje se vam v letu 2026 tudi še nadaljuje, ampak proti koncu leta neka prekinitev. Torej, tukaj je, bom rekla, neka prekinitev, neka nova ponudba. Pomeni, da tako kot je odnos do zdaj peljal, se ne bo več. Torej, tukaj bo neka sprememba. Te osebe boste zahtevali več resnosti. Posebej, če ste ženska. Zdaj, če ste moški, potem se morate pa vprašati, koliko obljubljate, pa kaj dejansko za to naredite. Ne? Ste pa mogoče vi ta oseba, ki obljublja, pa ne naredi. Tako da boste tudi morali se malo zresniti. Drugač pa, torej, tukaj sem rekla, so nakazane neke nove priložnosti, ampak tudi prekinitve. Tako da tukaj se vam lahko zgodi, da prekinete s to osebo, pa greste spet nazaj. Zdaj, če ste samski, prav tako, oziroma kaže pa na to, da ste verjetno z neko osebo prekinili in boste mogoče s to isto osebo nadaljevali naprej, ali pa spoznali na osebo, ki bo zelo, zelo podobna tej prvi. To se vam lahko zgodi. Dajmo na splošno pogledati, torej, kaj se bo dogajalo tlele. Sreča, uspeh. Torej, sreča in uspeh. Doživeli boste, bom rekla, neko srečo, tudi uspešni boste v svojih prizadevanjih, ampak boste to osebo morali, kar bom rekla, stroga pravila postaviti, zato da se bo spremenila. Ampak je potem nek nov začetek, nek nov spodbudem, neka se res preobrazba in sprememba v tem odnosu. Dajmo pogledati, kaj te karte še kažejo. Ja, neka prekinitev je tukaj zagotovo. Torej, vam stoji neka prekinitev, torej, ta odnos se bo prekinil, če ste vezani, pa se potem verjetno začel znova na nek drugačen način, ker boste te osebi postavili, bom rekla, neke pravila, omejitve oziroma pogoje, tako, pogoje boste ji postavili. Če boste pa čisto prekinili s to osebo, boste pa spoznali eno, ki je zelo podobna, tako da tukaj se gre tudi za vzorce. Nova pravila postavite, zahtevate od te osebe, da je drugačna, torej omejitve. Zdaj, tukaj bi sklepala iz teh kart, da se vam s to osebo, s katero ste, če ste vezani, še ni zaključilo obdobje. To pomeni prekinitev s to osebo, pa ponovno s to isto osebo, začetek, torej ne nova oseba. Zdaj, če ste pa samski, pa pomeni, da boste začeli z eno osebo, ki ne bo ravno želela nekega resnega razmerja in boste potem tudi prekinili in potem ponovno začeli. Tako, vam kaže kar pestro v ljubezni, kar pestro. Torej, pazite se, torej, zvitosti ene osebe. Torej, ena oseba je, bom rekla, zelo tako, ta oseba, torej, ki ne želi nekega resnega razmerja ali pa ki je z vami v odnosu in obljublja, pa ne naredi, je, bom rekla, zelo zvita, tiha, ne govori preveč, zelo se znajde, sicer ne bom rekla, da zdaj misli ful nekaj slabo, ampak morate pač biti pazljivi glede nje. Je pa res, da se bodo zadeve s to osebo izboljšale, da se vam bojo želje uresničile in da je lahko to dolgotrajno razmerje, da bo ta oseba se malo zresnila v letu 2026. Samo ji boste morali postaviti pravila. Boste ji morali to od nje zahtevati, če ne bo. Je pa draž ta oseba iznajdljiva, se malo usmerja po vetru. Kateri mesec bo za vas najbolj pomemben? Marec, to je pa zelo hitro. Marec je pomemben. No, v redu, torej to je za tretjo osebo, za ljubezen, za odnose. No, zdaj dajmo pa še pogledati zdravje. Za tretjo osebo, zdravje. Dajmo za tretjo osebo še zdravje pogledati. Tretja oseba, zdravje. Tretja skupina, pa govorim tretja oseba. Torej, tretja skupina, zdravje, dvojni organi, ledvice, pljuča, ušesa, oči. Torej, sicer ne kaže zdaj, da bi bilo karkoli. Glasilke morate tudi paziti.
imate lahko občutljive glasilke. Drugače pa tukaj imate cesarja, ta obljublja dobro, stabilno, trdno zdravje. Drugače pa lahko težave z glavo, s pritiskom, srcem, pa tele dvojni organi. Lahko bi vas kakšen pritisk mučil, pa glasilke, torej organi v grlu. To morate biti tudi zelo pazljivi. Dajmo še tele pogledati, kaj vam kažem. Torej pri moških tudi prostata, tudi jajčniki, prostata, torej tudi spolni organi, pa zobje, pritisk glava se je pa spet pojavil, torej vsi organi v grlu, tudi zobje, ne samo glasilke, jezik, grlo, ščitnica, glava in organi v grlu, torej zobje tudi, morate biti pazljivi. No, to je za vse skupine vse. Vam želim lep dan še naprej in vas lepo pozdravljam.